Kaj naredijo? To so samo veterani, leto. imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Nocoj praznujemo obletnico posvetitve naše cerkve 35 let. Lahko jo praznujemo kot otroci, ki pridejo na rojstni dan, razposajeno, neobremenjeno
pričakovanju. Lahko jo praznujemo kot starši, ki so bili zraven ob rojstvu. V zadovoljstvu nad prehojeno potjo, spomini, skrbmi, stalnimi molitvami, hvaležnostjo. Nocoj je z nami tudi gospod Ivan Blažič, ki je kot župnik skoraj 40 let nazaj sprožil in usmerjal razširitev ter obnovo naše cerkve. Gospod Ivan, hvala, da ste se odzval našemu vabilu in lepo pozdravljeni v naši sredi. Cerkev je bila obnovljena z namenom, da se tu zbiramo župljani, živa cerkev. Zato ob začetku maše pomislimo na oboje, cerkev kot zgradbo in cerkev kot živo občestvo. Kako skrbimo za ti cerkvi? Koliko in kako redno jo čistimo? Kako vstopamo vanje? Kako in kaj prispevamo? Položimo nocoj na oltar svoje skrbi, svoje zahvale, prošnje in naj velja v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame v Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Holy
molimo. Sveti Bog, vsako leto znova nam daješ doživeti obletnico posvetitve tega svetišča. Pomagaj nam, da ti bomo v njem vedno s čistim srcem služili in dosegli popolno odrešenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz prve knjige Kraljev. Tiste dni je Salomon v pričo vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar, razpostrl roke proti nebu in molil: Gospod, Izraelov Bog, ni tebi enakega Boga gori v nebesih in doli na zemlji. Zavezo in milost hraniš svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred teboj. Toda ali v resnici prebiva Bog na zemlji? Glej, nebo in nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal. Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, Gospod moj Bog. Poslušaj klic in molitev, ki jo tvoj služabnik danes moli pred teboj. Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad to hišo, nad mestom, o katerem si obljubljal, tam bo moje ime. Poslušaj molitev, ki jo bo opravljal tvoj služabnik na tem mestu. Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, kadar bodo molili na tem mestu. Poslušaj na mestu, kjer prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuščaj. Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, niste več tujci in priseljenci, ampak sodržavljani svetih in Božji domačini, zidani na templju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus,
na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, v katerega se tudi vi vzidavate za Božje bivališče v duhu. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Blizu je bila judovska velika noč in Jezus se je napotil v Jeruzalem. Našel je v templju prodajalce volov, ovc in golobov ter menjavce, ki so tam sedeli. Naredil je iz vrvi bič in vse izgnal iz templja, ovce in vole. Menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize. Prodajalcem golobov pa je rekel: spravite to proč iz hiše mojega očeta, ne delajte tržnice. In spomnili so se njegovi učenci, da je pisano: gorečnost za tvojo hišo me razjeda. Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati? Jezus jim je odgovoril: podrite ta tempelj in v 3 dneh ga bom postavil. Judje so torej rekli: 46 let se je zidal ta tempelj in ti ga boš v 3 dneh postavil. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej vstal od mrtvih, so se spomnili učenci, da je o tem govoril, in verovali so pismu in besedi, ki jo je bil povedal Jezus. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi prijatelji, spominjamo se dneva, ko si to hišo naredil za svoj dom in jo posvetil. Tako se bo glasila prošnja nad darovi. Da, spominjamo se tiste čudovite nedelje, ko je po večdnevnem deževju in hudih ujmah, ki so zajeli Slovenijo, zasijalo sonce. Nedelja kot 7. dan, kot 7. leto, ki je okronala 6 preteklih let pogovorov, iskanja in gradnje. Za vse življenje me bo spremljala pesem, ki ste jo takrat zapeli
glejte, svet je ta kraj. V čudoviti posvetilni molitvi Cerkve je bila izpovedana prošnja, naj bo to za vedno svet prostor in za zmeraj miza pripravljena za Kristusovo daritev. Tukaj naj tvoji verniki ob oltarni mizi obhajajo spominski obred velike noči in se nasičujejo s Kristusovo besedo in njegovim telesom. Gradnja te cerkve, kakor vsake cerkve, je težka in zahtevna naloga z mnogimi napori, odpovedi, žrtev. Posvetitev cerkve pa prinaša veselje. A to veselje je kratko. Posvetitev cerkve je trenutek, ko se šele začenja gradnja tiste cerkve, ki ni narejena s človeškimi rokami. Pri posvetitvi cerkve, ki jo razumemo kot višek in konec, so položeni šele temelji za duhovno zgradbo, za živo cerkev, ki jo od krsta dalje zidamo vsi, ki v Boga verujemo in ga ljubimo. Cerkev je zgrajena za nas, da bi mi v njej postajali živa cerkev. V tej zgradbi žive cerkve sem nenadomestljiv in katere zidak manjka, če ga v času zemeljskega življenja ne vzidam. V tej cerkvi imam samo toliko pravic, kolikor dolžnosti izpolnim. To je moja cerkev. Cerkev, ki jo ne kritiziram, ampak jo z lastno svetostjo posvečujem. To živo cerkev gradimo z molitvijo, z denarno pomočjo, sodelovanjem v župniji, zgledom zlasti tistim, ki ga dajete starši otrokom. Cerkev, ki jo gradim s ponosom in navdušenjem, kajti Boga moramo vedno postaviti na prvo mesto. Ne le posvetitev te cerkve in čudovito doživetje na predvečer posvetitve, še toliko drugih lepov spominov imam na vas. Blagoslovitev temeljnega kamna, ki smo ga oblikovali v obliki mostu in je predstavljal preteklost, sedanjost in prihodnost. Toliko nepozabnih dogodkov v času gradnje. Nekateri ste tvegali življenje pri rušenju stropa, vsi pa se z veseljem vključevali v pomoč s prostovoljnim delom, kar je bistveno pocenilo gradnjo. Razni obrtniki in drugi ste vse stvari naredili za gratis. Samuel je ves čas živel samo za to gradnjo. Koliko spominov imam na praznovanje svetega Danijela, pa tudi svetega Lovrenca, na peš romanje na Sveto Goro. Koliko živih spominov imam na pastoralni obisk vaših družin, na sveto tridnevje, ki je bilo vedno nekaj tako čudovitega, začenši z Velikim četrtkom in 12 apostolov. Lepe spomine ohranjam na strežnike, posebno na počitniške tedne,
ki smo jih preživljali skupaj. Na obisk svetogorske kraljice in na nepozaben vaš delež pri glavni slovesnosti ob 450-letnici prikazanja na Sveti gori. Nepozabna so vsa doživetja, ki sem jih preživljal z mladimi. Tu pri vas sem dočakal plebiscit, osamosvojitev in samostojno državo Slovenijo. So pa tudi težki spomini na prerane in tragične smrti. Težko sem vas zapustil, zlasti, ker je bilo skrajno omejen čas odločitve in verjetno tudi nekoliko prehiter. Dornberk je bila moja prva župnija, prva ljubezen, polna mladostnega žara, zato pa tudi mnogih viharnih mladostnih napak, za katere upam, da ste me že odpustili. Sam pa itak nikoli nisem imel nobenega sovraštva, tako da teh zadev ne bomo ponavljali pri pogrebu. Vse vas imam zelo rad. Vsako leto mašujem svetomašo za vas v znamenje hvaležnosti za vašo ljubezen. Za mladega duhovnika ni vseeno, v katero župnijo pride. Duhovnik ni sam in ne sme nikoli biti sam. Je dar za občestvo in občestvo je dar za duhovnika. V skupnosti cerkve ni posameznikov ali solistov. Cerkev ni privatno podjetje, zato nič brez ali mimo duhovnika, kaj šele proti duhovniku. Zato pa tudi za duhovnika velja nič brez povezanosti in sodelovanja z občestvom Božjega ljudstva. Edinost je težka. Toda edinost in ljubezen sta razpoznavni znameni Kristusove cerkve. Nikdar in nikoli ne rušite občestva župnije, ker je to najbolj uspešno satanovo delo. Ob tem jubileju te vaše cerkve in v jubileju svetega leta vas vabim, da se mi pridružite tudi v mojem jubileju, v veselju, ki me spremlja ves čas duhovništva. Na bregu reke Soče je stal on, ki je stal na bregu Tiberijskega jezera, kjer je Jezus začel svoje poslanstvo, ki ga je prejel od očeta, loviti človeštvo, da bi ga rešil iz vode zla in smrti. Njegov pogled, njegov klic hodi za menoj, pasi moje ovce, je bil ne le močnejši od vseh mikov tega sveta, ampak je bil tudi privlačen in osrečujoč. Kako čudovita je ta plovba po morju življenja, zavedajoč se, da se ne morem potopiti, ker je on z menoj. Duhovnika spremlja Božja moč, da lahko vedno znova in znova vrže mrežo evangelija v vode tega sveta. Niste vi mene izvolili, pravi Jezus apostolom, ampak jaz sem vas izbral in poklical. In to je osrečujoča zavest, ki spremlja duhovnika. On me je izbral, on me je poklical brez vsakih mojih zaslug.
Toda duhovnik ne more oznanjati le Božjega usmiljenja, temveč tudi Božjo zahtevnost. Zato je večkrat v nasprotju s posamezniki ali s celotno skupnostjo. Službena oblast nujno postane tudi trpeča oblast. Kdor oznanja resnico Evangelija, mora zanjo tudi trpeti. To je spričevalo oznanjevalca. Toda biti duhovnik danes ali biti danes vernik ter pokončen narodnjak je veliko težje, kot je bilo v tistih letih, kot sem bil med vami. Svet se je spremenil. Družbene spremembe v novo nastali državi Sloveniji so nas našle tako državljane kot kristjane nepripravljene in neodgovorne za resnično svobodo in demokracijo. Tavamo, kot da ne bi imeli pameti in spomina. Gledamo, pa ne vidimo. Slišimo, pa ne poslušamo. Raje imamo hlapčevski molk in idejno meglo. Domovina, v kateri je 800 prikritih grobišč in izvensodno pobitih, čakajo že leta in leta v zabojnikih za pokop. Ugrabljena kultura, ugrabljeno šolstvo, medij in sodstvo. Zgroženi smo nad dogodki v svetu. Po prvi in drugi svetovni vojni, po nastopu Organizacije Združenih narodov, po padcu Berlinskega zidu, po slovenski pomladi je žarelo upanje, ki pa ni trajalo dolgo. Roko si podajata barbarski realizem in iluzorni idealizem, ki ne pelje nikamor. Na Božji prestol se je ustoličila slovenska laž. Evropska unija se ukvarja s plastičnimi zamaški, narodi Evrope pa drvijo v propad. Covid zamaje našo vero in odpihne 1/4 nedeljnikov, in to staršev. Toda ne boj se, mala čreda. Dokler živimo v okolju, ki nam je naklonjeno, se temu okolju prepustimo in nam ni treba misliti, ker drugi mislijo namesto nas. V mali čredi se je treba zavestno odločati in oblikovati vero, ki je osebna in odgovorna. Zato pa je mala čreda večja vrednota. Birmanci in mladinci, ne dopustite, da vas omrežijo sodobni maliki časa, ki vam ponujejo hitre in kratkotrajne rešitve, a na koncu vas pustijo prazne in razočarane. Ne zapirajte se v svet telefona in drugih omrežij. To vas ne more osrečiti. Osreči vas lahko le živ stik z ljudmi, starši in starimi starši, z vašimi vrstniki. Ohranite živ stik z župnijo. Odkrivajte veselje in življenje, ki vam ga podarja ustali Kristus. Zakonci in starši, naredite vse, kar je v vaši moči in še več, kar je v vaši moči, da zavarujete družino pred pogumnimi viharji tega sveta. Napolnite Dorenberg in Zalošče z otroci.
Domovina nam mora biti sveta in narodu moramo pripadati s ponosom. Ne izgubimo sidro upanja in vere v živega Boga. Prvi izmed slovanskih narodov smo prejeli krščansko vero, ki že 1300 let dviga našega duha. Oklenimo se trdne skale Kristusa in recimo, k komu naj gremo. Ti imaš besede večnega življenja. Sicer pa, bratje in sestre, mi smo krščeni. Smo maziljeni s Svetim Duhom. Pripadamo Božjemu ljudstvu, ki ima Kristusa za vodnika, nebesa pa za svoj cilj. Romarji upanja smo, zato nas prav nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni, ker naše upanje je sam Jezus Kristus. Vse vas izročam v varstvo svetogorske kraljice. Naj vas njena materinska roka spremlja v veselju in žalosti, v vseh obdobjih vašega življenja. Naj vas pripelje do vrat nebeškega Jeruzalema. Mati, svetuj nam v temini nevire. Temni oblaki nad nami sepno. Vere katoliške, drage svetinje, ti nam ohrani z mogočno roko. Kot Božji otroci smo sinovi in hčere nebeškega Očeta, ki nas je po Jezusu sprejel za svoje. Zato sedaj, ko častimo in obhajamo spomin posetitve naše cerkve in našega zavetnika svetega Danijela, prosimo Gospoda Jezusa. Za svetega očeta Leona, našega škofa Petra, naj pogumno oznanjata evangelij. Za našo domovino in vse, ki jo vodijo, naj si iskreno prizadevajo za pravičnost in blaginjo državljanov. Za našo župnijsko skupnost prežarijo z ognjem svoje ljubezni, da bosta v njej vladali sloga in razumevanje. Za naš kraj in vse njegove prebivalce podpira nas pri delu za skupni napredek in duhovni blagor. Za naše zakonce, za mlade in otroke, naj si dosledno prizadevajo za sveto krščansko življenje. Za naše bolne, ostarele in preizkušane brate in sestre, lajša jim bolečine in jim trpljenju stoj ob strani. Za načrtovalce in graditelje naše cerkve, za njene dobrotnike in vse, ki jo vzdržujejo, čistijo, krasijo ter bogatijo sodelovanjem pri bogoslužju, napolni jih svojim blagoslovom. In še posebnem namenu.
Jezus Kristus, ti si naš Gospod in odrešenik, blagoslovi naše oltarno občestvo in nas usliši, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, spominjamo se dneva, ko si to hišo naredil za svoj dom in jo posvetil. Sprejmi tudi nas za svoj dar, da bomo vedno bolj tvoji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s svojim duhom. Kvišku srca imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po tvoji dobroti smo zgradili ta dom, v katerem zbiraš svojo družino in izkazuješ dobrote svoje cerkvi, ki potuje k tebi. To je podoba tvoje skrivnostne zveze z nami,
Na tem kraju se zida svetišče iz živih kamnov in po svetu razširjeno cerkev združuješ v skrivnostno telo tvojega Sina, dokler se naše upanje ne dopolni v nebeškem Jeruzalemu. Zato te skupaj z vso množico svetih v svetišču tvoje slave hvalimo, slavimo, poveličujemo in ti kličemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvoja smrtna znanja Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš s nami. Usmiljeni Bog,
Zato obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli, slavnimi učenci, svetim Danielom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža, Leona, našega škofa Petra, v škofovski zbor vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi svoje razkropljene otroke. Spomni se naših bratov, ki si jih z tega sveta poklical k sebi, duhovnika Stanislava Vrtovca in Viktorja Berceta. S krstom in mašniškim posvečenjem si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstaneta v večno življenje. Ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličenemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre, posebno vse dobrotnike, ki so kakorkoli prispevali k rasti tega svetišča, vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha, in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir vodi vedno z vami.
Podajmo si roke v znamenju miru in sprave. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Kristusovo telo. Amen. Kristusovo telo. Kristusovo telo. Proslavite samomočni Bog te varuje. Kristusovo telo. Kristusovo telo. Kristusovo telo. Amen. Kristusovo telo.
Molimo. Nebeški Oče, naredil si nas za tebi posvečeno ljudstvo. Naj ta vidna slovesnost v nas obrodi duhovne sadove, da bomo s tvojim blagoslovom rasli v ljubezni in veselju po Kristusu našem Gospodu. Ko zdaj takoj po maši in pred blagoslovom in ostalimi deli se bomo srečali še kratko z slikami, slikovnim gradivom posvetitve oziroma same postavitve cerkve, obnovitve, dograditve. Vas povabim, da se nekoliko še obsedete, kdor želi, in pripravi tudi prostor za druženje spodaj pod cerkvijo v kapeli. Tako da Ivotu in ostalim. Današnja slovesnost je primerna, da najprej položimo v skupno grobnico zemeljske ostanke naših pokojnih župljanov, ki so v davni preteklosti bili pokopani tukaj ob cerkvi. Leta gospodovega 1988, dne 11. decembra, na 3. adventno nedeljo, ko je vodil vesoljno cerkev papež Janez Pavel II., slovensko cerkveno pokrajino metropolit dr. Alojzij Šuštar, cerkev na Primorskem pa koprski škof Metod Pirih in je v škofiji živel upokojeni koprski škof dr. Janez Jenko, ko je bil župnik in dekan v Dornberku Ivan Blažič in sta v župniji bivala upokojena duhovnika Stanislav Vrtovec in Viktor Berce, ko je naš rojak Dušan Šinigoj predsedoval izvršnemu svetu Socialistične republike Slovenije, Janez Stanovnik pa predsedstvu Socialistične republike Slovenije, skupščini občine Nova Gorica Albert Bevčič, krajevni skupnosti Dornberk Mitja Šinigoj, smo se zbrali, blagoslovili in položili temeljni kamen za obnovitev in povečanje župnijske cerkve svetega Danijela v Dornberku. Za ta korak smo se odločili po večletnem posvetovanju članov župnijskega sveta z raznimi strokovnjaki. Cerkev je bila potrebna temeljitega popravila, ker je strop ogrožal vernike. Ob razmišljanju, kako učinkovito rešiti problem, je dozorela odločitev, da bi ob tej priliki povečali župnijsko cerkev in tako pridobili več potrebnega prostora za bogoslužje. Projekt smo zaupali diplomiranemu inženirju arhitekture Francetu Kvaterniku, statiko diplomiranemu inženirju gradbeništva Danilu Magajni in diplomiranemu inženirju gradbeništva Matjažu Karlovšku. Izvajalec del bo splošno gradbeno podjetje Nova Gorica, nadzornik del pa diplomirani inženir gradbeništva Rajko Harej. Temeljni kamen polagamo ob velikodušni pomoči Faranov Dornberka in Zalošč, ki z delom in denarjem prispevajo za obnovo cerkve. Naj bo ta obnova vidno znamenje naše hvaležnosti Bogu za vse prejete dobrote. Obnovljeno svetišče naj postane srce in duša našega kraja,
naj bo ta Gospodova hiša znamenje vire in upanja, odrešenja, sprave in miru. Danes praznujemo 35. obletnico posvetitve Cerkve. Zahvaljujemo se vam za povečano svetišče, ki ste ga v sodelovanju z župljani gradili v mladostni zagnanosti in požrtvovalno izpeljali do konca. Ako Gospod ne zida hiše, zaman se trudijo, kateri jo zidajo, je odmevala pesem ob posvetitvi Cerkve. Niste bili samo graditelj cerkvene stavbe, ampak tudi skrben duhovni vodnik. Vaše pridige so nas navduševale in spremljale čez teden za bolj odločno življenje po evangeliju. Hvala vam za to svetišče in za vse milosti, ki smo jih prejeli po vas. Letos praznujete tudi zlatomašni jubilej. Bog vas je izbral in poklical v duhovniško službo. Bili ste Pekov sin, vaši starši so skrbeli za kruh, ki ga potrebuje telo, a vi ste izbrali boljši del, že 50 let delite kruh za večno življenje. Zahvaljujemo se vam za vse vaše blagoslove, molitve, nasvete, deljenje zakramentov. Naj vas še naprej spremlja Božja milost. V podporo vam izročamo duhovni šopek in nekaj domačih dobrot. Bog vas živi.
se vam zahvaljujem za tople besede in zahvale. Malo sem presenečen, ker sem mislil, da bo bolj skromno. Že Prton me je presenetil kolona, kot pravite vi. To je moja edino zlatomašna kolona, razen na moji rojstni hiši so to naredili. Torej, pokloni za vse, tudi za darove, še enkrat za vse, kar sem bil deležen v tej župniji. Ko sem prišel sem bil razočaran, ker sem videl, da ste se vsi pomladili, da sem se samo jaz postaral. Ampak zdaj sem se med vami tudi že kar pomladil, torej poklone za vse, Bog naj vas spremlja in varstvo Svetogorske Matere Božje. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Ojca